Za razliko od praktično vseh novih avtomobilov, tale Abarth 595 ne želi biti čim bolj vsestranski, da bi zadovoljil čim več voznikov, ampak čim manj. Samo tiste, ki točno vedo, kaj hočejo, zato mi je všeč. In me hkrati zelo jezi z vsemi svojimi muhami. Bom začel pozitivno. V tej hudi rumena modena barvi, s 4 izpuhi in z grgranjem, ki bi ga v malce bolj glasni, ampak enaki frekvenci prisodil kakšnemu Ferrariju, je res nor nastopač. Tudi znotraj me je prevzel s temi skoraj dirkaškimi sedeži hude znamke Sabelt in z detajli, kot je tale ročica za potek sedeža oziroma nešteto emblemi škorpiona. Nikaj, biti poleg te agresivne oblike je zanimivo, biti v njem je pravo doživetje. Tudi pri vožnji mi je všeč ena stvar, in sicer motor. Je precej zmogljiv in s svojim pokanjem med prestavljanji te takoj zasvoji. Ampak prav tukaj pridem že na manj privlačno stran, na stvari, ki me motijo. Prva je robotiziran menjalnik, ki prestavlja ekstremno počasi in vmes boste ves čas kimali z glavo. Je daleč najslabša stran avtomobila, nujno izberite ročni. Sedim previsoko in naslonjala sedeža itak ne morem nastaviti, če prej ne odprem vrat, tako malo prostora je tamle vmes. Volan je za visoke voznike predaleč in obroč je prevelik, obračalni krog pa je podoben tistemu pri tovornjaku. Resno, še parkirati nisem znal normalno, sem moral popraviti. Tudi podkrmiljenja je toliko, da hitra vožnja sploh ni užitek. Kakšno tretjino cenejša Fiesta ST ga na tem področju popolnoma osramoti. Ampak to sploh ni pomembno, privrženci ga bodo kupili in teh napak sploh opazili ne bodo. In to je tisto, kar mi je všeč, da bo zaradi svojega karakterja in pojave našel kupce, ki ga bodo občudovali. Še sam poznam enega takšnega in njega tudi nalepka s ceno 30 tisočakov nikakor ne bo motila.